Haleluja, danes bi rad govoril, to, kar se med slavljenjem začel, Bog mi je tako pokazal, kako angeli tako nosijo odgovore na molitev. In a bi rad vedel, kako dobiti odgovor na svojo molitev. Kako moti na način, da bo uslišana tvoja molitev. Amen? Bog je dal nam način, kako lahko imamo uslišane molitve. Amen? A ni to revolucija? Ne, da se kar z glavo v zid zaletavaš, pa ne veš, a bo kaj, ali ne bo nič, z drevesa padal. Ne, Bog hoče, da veš, haleluja, ko moliš, da te je uslišal. Amen? Kako lahko veš? Jaz dostikrat ljudi vprašam, če mi rečejo, ful molim za eno stvar, recimo. A se lahko z mano strinjaš v molitvi? In pol ga vprašam včasih, na kateri besedi stojiš. To je prva točka. Če bi rad, da je tvoja molitev uslišana, vprašaj se, na kateri besedi stojiš. Če rečeš, ja, ne vem, jaz kar tako molim. Ne, moraš imeti besedo v podlagi svoje molitve, haleluja. Kako je Bog svet ustvaril? Tako, da je molil 7 dni. Ne, govoril je besedo, haleluja. Sveti duh in on je rekel besedo. Amen. Kaj tukaj prav? Če ostanete v meni, to Jezus govori, se pravi, moraš biti, če bi rad, da so tvoje molitve odgovorene, moraš biti v Jezusu, okay? Ne moraš kar biti, ne vem kjerkoli, moraš biti v Jezusu, amen? In njegove besede morajo ostati v tebi, haleluja, amen? Amen, se pravi, vzem si čas, da je Božja beseda v tebi, amen? To pa zahteva eno odgovornost od naju, da sva v besedi. Amen? In to je pa v bistvu tudi najlepše življenje v besedi. Amen? Problem je, če nisi v besedi, pa si zmeden, pa si raztresen, pa enkrat se dobro počutiš, enkrat slabo. Cerko, jaz, če bi rad vedel, kako se počutim, grem pogledat, če bi rad videl, recimo, Karmen, kako si vedela, da imaš tako fajn frizuro danes? A si šla pred špegu si kaj pogledati? A si, priznaj? Na drugi ste mi povedala. A ja, sam nismo ti povedala, sama pa nisi šla pred špegu pogledati, preden sem prišla. Si gledal špegu. Amen. In recimo, če bi pa rad videl, kako se ti kot duhovno bitje počutiš, imaš pa tole špegu, Božja beseda. Je ogledalo za tvojega duha. Se pravi, bod v besedi, da boš videl, kako zgledaš. Če nisi v besedi, boš enkrat slabo, enkrat dober. Če si v besedi, si skozi dober. Haleluja. Amen. Skozi si dober. Če ostanete v meni. Se pravi, pogoj, če bi rad, da so vse tvoje molitve uslišane, bod v besedi. Amen, to je full power. Haleluja. In to sploh ni težko. Amen, to ni težko. Biti v besedi, pač razmišljaš Božjo besedo. Ne, je še kaj lepšega od tega? Jaz ne vem, je kakšen film v Hollywoodu boljši od Božje besede? Jaz ga ne poznam. Haleluja. So kakšni lepi filmi, sem Božje besede. To je pa en citat, lahko meditiraš v svojih možganih 10krat dlje, kakor en film traja. Pa film, takoj ga boš pozabil. Božja beseda je pa še močnejša naslednji dan, kakor prvi dan, ko si jo. A je tako, film je močen ful, ko si v kinu, ko vam priši že malo manj. Čez 2 meseca, sploh ne veš, da si bil v kinu. Ampak Božja beseda je pa skozi kino, skozi ti kaže. Pa še nove scene ti kaže, ki jih prej sploh ni bilo v filmu. Kar nekaj se ti še več filma razodeva. In to je Božja beseda. In to je, da beš, če si v besedi, bojo vse tvoje molitve uslišane. Haleluja. Amen? Bolj, ko si v besedi, bolj bojo uslišane. Amen? In kaj prav? In kaj se ti pozgodi? Karkoli hočete. Prosite, karkoli. A lahko rečeš karkoli. In se vam bo zgodilo. Zakaj? Zato, ko si v besedi. Amen? Ko si v Jezusu in ko si v besedi. Pol ne razmišljaš neumnosti. Razumeš? Pol ne razmišljaš, kaj pa, če ne bo delovalo? Kaj pa, če sem preveč neumen? Kako si preveč neumen, če imaš Božjo modrost? Amen? Če si v besedi, si v duhu, amen? Si v Jezusu, haleluja, amen? Ti si nova stvaritev, haleluja, staro je minilo, haleluja. Dajmo se pogledati prvo Petrovo pismo, prvo poglavje, 3. vrstico. 1 Peter 3. Hvalim bodi, kdo?
Komu mi molimo? Bogu. Kdo je največji na svetu? Bog, haleluja, ne hudič, haleluja. Hvaljen bodi Bog in Oče, Gospoda našega Jezusa Kristusa, ki nas je po svojem obilnem usmiljenju prerodil v živo upanje, po obstojenju Jezusa iz mrtvih. Haleluja. Zdaj gremo pa v 2. Petrovo 1:3. Ta je bil dober, ampak nisem tega hotel. Gremo v 2. Petrovo 1:3. Kakor nam je Božja moč njegova podarila vse, ali lahko rečeš vse? Kaj ti je Bog podaril? Vse. Kako? Svojo močjo. Amen. Vse, kar služi, zakaj? Za življenje. A to tudi za elektriko plača? Tudi. A tudi za benzin? Tudi. A za kredit? Tudi. Haleluja. Amen. Kredit, ti se lahko odločaš po veri, koliko hitro boš kredit odplačal. Jaz sem imel v življenju ene par kreditov, ampak nobenega nisem do konca čakal. Vse sem prej odplačal, haleluja. Eno karto sva se skero ostrinjala, ker je bilo v bistvu najmanj logično, da bo pa zdaj kar odplačala, sva se odločila, da konc leta bo škarice prerezala uno kartico, da bo na nuli, da ne bo nobenih minusov. In kaj je bilo decembra, je škarice so prerezale, haleluja, ker sva se tako odločila po veri, haleluja, razumeš? Ker Božja beseda deluje, haleluja. Vse, zakaj? Ker imaš Božjo moč tudi za kredit odplačati prečasno. Kako? Za življenje in pobožnost. Se pravi, ti imaš moč za naravno življenje in za duhovno življenje. Amen? Bog ni en guru in hoče, da si ti njegov guru. On je Bog, ki je oseba in hoče, da si ti normalen in duhoven človek. Amen? Jezus je bil prijatelj grešnikov. On je bil na 7. oblaku, grešniki pa dol na zemlji. On je bil tam z njimi, haleluja. On je bil normalen človek in Bog istočasno. Amen? Zato ti je on dal kaj? V Božji besedi vse za življenje in za pobožnost, po spoznanju njega, ki nas je poklical po lastni slavi in kreposti. A lahko še en citat? Po čemer nam je podaril, kaj nam je podaril? Dragocene in največje obljube. Kje jih najdemo? V Božji besedi. Da postanemo po njih deležniki Božje narave, ko smo ubežali pogubi, ki jo na svetu povzroča poželenje. Se pravi, posvetno bogatstvo piše pridene ful bolečin. Božji blagoslov pa bogati in ne pridene bolečin. Zakaj? Zato, ker nisi voden po poželenju tega sveta. Cerkev, to je full power. Božja beseda je nenormalna. Cerkev, Božja beseda, to ni samo ta majhna knjiga, ki jo imam jaz v roki. Lahko bi imel ful veliko pešeno, ful, to ni nič. Knjiga, to ni nič. Knjiga je tle samo s to, da jaz pridem v Božjo besedo, ki je pa nadnaravna stvar, ki je pa duh in življenje, haleluja. In mi čist nič ne korist, če ne vem, kaj not piše. Amen? Če sploh ne vem, kje so te obljube, haleluja. A razumeš, da ti, ko nekaj moliš, vpraš se, na kateri besedi stojim. A razumete zdaj, kaj pravim? Bog hoče vsako tvojo molitev uslišati. Vsako, haleluja. Zdaj si zamudil, Marko, bi lahko rekel amen. A bo smel, ok, amen. Haleluja. Se pravi Božje obljube. Amen. Božja obljuba, recimo, ne, s kom sem zadnjič govoril, z enim bratom sem govoril, pa v bistvu sem govoril najprej z enim bratom včeraj, kako so mu obljubili nek synthesizer. In pol, ko je prišel ga iskat, mu ga pa niso hoteli dati. Ampak rekli so mu, da ga lahko vzame, da je njegov. In pol je prišel po njega, so pa rekli ne. Mislim, jaz ne vem, kakšen bi to bil Bog, to ni Bog, se ne obnaša kot cerkev. In pol sem danes govoril z lastnikom tega prostora. In sva se malo pogovarjala
in je v en projekt šel, ko mu je župan obljubil nekaj. In pol, ko je se on organiziral, šel po kredit, ne vem, kaj vse je mogel narediti, da bo en projekt izpeljal, mu je pa župan rekel ne. In pa rekel, ne, kako ga ima, sam nam vam povedal, kjer ga mesta župan, ker pač ni važno. Ampak župan ti lahko reče, ja, pa se pa premisle, pa reče, ne, ti si pa že kredit vzel, vse živo naredil. In pol se pa sprav obrneš. In priješ Bogu in nekaj prebereš in ne verjameš. Ko imaš slabe izkušnje. Etko. In cerkev, pol tvoje molitve niso uslišane, ker sploh te ne zanimajo Božje obljube, ker si že toliko obljub slišal, pa se ni zgodilo. Etko. Kolikrat nam je bilo vse živo obljubljeno, pa pol najhujše, kad ti pol človek reče, da ti ni nič obljubil. In pol pa ne veš, zdaj si pa še v dveh problemih, zdaj pa neš, on je umen ali si ti tak bučman. In pol, namaz, da bi samo v njega dvomil, še v sebe začneš dvomiti. In pol že seb nač ne verjameš, nač ne verjameš in cerkev svete če dalje bolj pokvarja. Ampak cerkev ne povem, Božjo besedo lahko verjameš. Če piše obljube v Bibliji, če so od Boga, pol veš, to je že narejeno. Jaz bi rad tako, da ko vidiš besedo obljuba, da se ne spomniš teh ljudi, ki so ti obljubljali, pa niso naredili. Ampak da se spomniš, da to je garant. To je garancija. Če sem jaz nekaj najdu, ko piše o Božji besedi, to je moja garancija, haleluja. Amen. Bog ne more lagati. Če on rekel, to je to, haleluja. Njegova beseda drži vse vesolje. Amen. Amen. Cel vesolje drži, točno tako. Če bi on besede ne držal, bi se vse zrušilo. Pol mi zdaj ne mogli tle sedeti. Gravitacija bi ne bi delovala. Ali bi le del polot, ali bi se vse skupaj sesulo s to zgradbo. Amen. Oj, ful imamo pridigarjev tukaj, to mi je všeč, Ja, vprosti. Ne, dobro. Ker sem to dan slišala, no, ampak je Gospod razsvetljiv. Amen, hvala Bogu. Ok, dajmo pogledati Hebrejcem 8.6, preden to steno raztrga. Hebrejcem 8.6, vseh razvodeti bo utresneno. Hebrejcem 8.6. Na spidiranje, wow, A to si upaš reči v cerkvi? Wow, ko sem jaz to enkrat rekel, je en par šel ven iz cerkve. Ja, tako se pa ne govori v Božji hiši. Pač premalo so imeli svetega duha, kaj ne rečem. Ko imaš ti ful svetega duha, pol pač rečeš kakšno tako besedo, tudi, ki je bolj taka, moderna, Haleluja, to mi je pa všeč, da sem v taki cerkvi. Haleluja. To je pa res. A ni super, da smo v taki cerkvi? A ni? Mislim, a ste kaj veseli? Haleluja. Jaz sem ful vesel. Haleluja. Hvala kjer se, da smo v taki cerkvi. Wow. In to v Šentjurju. Haleluja. Od vseh krajev. Kdo bi si mislil? Haleluja. Jaz mislim, da te religiozni demoni si tako ful vse prste v šesa tiščijo. Noču. Prej že, kaj jih je hudič poslal, ne poslušajo, kva tle učimo, ne more več, ne zdržijo več tega. To je tumacanje. Ampak Hebrejcem 8.6. Sedaj pa je Jezus dobil tem odličnejšo službo, kolikor boljša je zaveza, ki je njen posrednik, ki je zakonito ustanovljena tudi na boljših obljubah. Se pravi, tukaj govori, kako je veliki duhovnik bil posrednik med Bogom pa človekom, zdaj pa je Jezus prišel in on je pa zdaj nov posrednik, se pravi, zastopnik med Bogom in človekom, ampak še toliko boljša zaveza, kakor je bila stara. Zakaj? Ker je na ful boljših obljubah ustanovljena. Se pravi, zaveza je nekaj, kar se je Bog zavezal v cerkvu. Razumete? Ko se ti zavežeš, tako kot recimo mož pa žena stopta skupaj v zavezo in posta skupaj. S to razliko, da ko Bog naredi zavezo, ne gre ven. Ne gre, ker človek je pač človek se premisli, nekemu ni všeč, pa gre ven. Bog pa ne,
On je pa naredil zavezo z nami preko svojega sina. Ker če bi bila direkt z nami, pol bi bil to problem. Ker pol spet, a bomo mi zdaj v tej zavezi tako svoj delež izpolnili, zato smo pa zdaj mi v boljši zavezi, ki je pa na krvi Jezusa ustanovljena, zato kruh pa vino jemo in pijemo, ker smo deležni zaveze med očetom pa Jezusom. Haleluja. In zdaj smo mi v Jezusu, v tej zavezi. Haleluja. Amen? Razumete, kakšna je ta zaveza? To je nekaj, kar mi dva ne morava zlomiti, ker je več od naju. Zato pogled 1. Korinčanom 1:20, kaj se s tem obljubam zdaj dogaja. 1. Korinčanom 1:20. Pa gremo v 2. Korinčanom 1:20. Včasih se te knjige malo menjavajo med sabo. Tlele se je skrila, smo radili. Zakaj? Kolikor je obljub Božji, se pravi vse, to pomeni vse Božje obljube, v njem, v Jezusu so da. Ko obkrožiš da, ne, mogoče, ne vem, malo kasneje, nisi dosti dober, ja, za Klemna, ja, zate, ne. Ne, kaj, samo en odgovor je, da. Zato tudi po njem govorimo, amen, haleluja. Bogu na slavo po nas, haleluja. Se pravi, v Jezusu, to je nova zaveza, so vse obljube podpisane z njegovo krvjo in so da, haleluja. Amen, to je ful težko nam dojeti, ful. Ko mi bi radi zaslužili, pa svoj delež imeli v tej zavezi. Smo pa samo zardev samo. Dajmo se to pogledati v 2. Timotej 2:13. Mi doskrat smo pod obsodbam hudiča. Posebej, če smo tako imeli slab dan, pa emocije vse raztresane. In pa mislimo, da se ne zaslužimo glih Božjih obljub. In kaj je odgovor na to? Božja beseda prav. Če smo nezvesti, on ostane zvest. Jezus, haleluja. Kaj ti zatajiti samega sebe ne more, ker sta oče in sin sta eno. Amen? On dva ne morata en proti drugemu in zaveza je med očetom pa sinom. Vse obljube so izpolnjene, kje je? V sinu, haleluja. Vse, kar je oče rekel, je v sinu, ja in amen. V Jezusu Kristusu so vse obljube, ja in amen. Amen. Čeprav mi zatajimo, mi namaz, da bi Bogu verjeli, začnemo dvom, nas je strah, kličemo okoli, kako ne deluje, kako smo osamljeni, kako smo zboleli, kako nam ni pomoči, kdo nas... Mene enkrat en brat rekel, Klejan, sam ti mi lahko pomagaš, raben dan. Se rekel, ja, a nimaš Boga? Ne, veš, jaz sem tako cool alpinist, ki je tako v steni noter in zdaj sam helikopter more po njega priti. On sam se ne more rešiti. Se rekel, Bog prav, skoč dol, pa te bom jaz ujel. Amen? Ne govorimo naravno, ne bi kje dol skakal, okay. Ampak govorim, skoč ven iz sebe, haleluja. Zaupi Bogu, amen? On je tvoj helikopter, ne tvoj pastor. Amen? Ne tvoja babica, kdorkoli misliš, da ima tvoj denar. Ker tvoj denar pač pride v tvoje roke, če verjameš v Boga, haleluja. Jaz poznam enega poslovneža, ki je svojo banko naredil, kristjan. In on podpira neko, ki je 50 pastorjev in ful enih projektov. In pol je rekel, da vsak dan dobiva e-maile od pastorjev, od kristjanov, ki vsi vejo, da ima denar. In pol mu skozi pošljajo, raban za to, raban za tisto, raban za tretjo. In on ima avtomatski odgovor za njih kar. Jaz imaš istega Boga, ki jaz na njega se obrnem. Amen, ful dober odgovor, haleluja, amen. Zdaj, ko mi imamo Boga, haleluja. Ampak dobra novica je, tudi, ko mi zatajimo, ko mi mislimo, da nam mora en pomagati, zdaj, ker smo to Bogi, on ne zataji. Amen. Tudi, ko ti ne verjameš, on še vedno verjame. Eni ljudem gre na živce, ko povem, Bog verjame vate. Ko Bog vidi čez to, kjer si zdaj. In te ustvaril drugač, kakor neumnost, v kateri si se mogoče zdaj znajdel.
Dajmo si pogledati prvo Janezovo pismo. Upam, da je še v prvem, včasih je bilo v prvem Janezovem, prvo poglavje, 11. vrstica, same enke, ampak to so dobre enke. Prvo mesto, ne v cene, ampak tako kot pozicija. Prvo, zlato medaljo. Prvo je, zato sem si lažje spomnil. 1, JN, 1, vejca, 1, 1. 1, JN, 1, 1, 1. Janez ali prvi Janez? Prvo, 1 JN. 1 JN, 1 vejca, 1, 1. Da bo kdo sami v šoli, da je redovalnica se odprla in odsel bile ocene. Prvo Janezovo. 11, ne? Je to. 1 vejca, 11. 11 knjige, sem 10 vrstic. Res, ne mogoče. Prvo Janezovo 1, 11, ni, ne obstaja. 10? Aha, probimo 5. Prvo Janezovo 5, 11. Dobro se skrivajo danes te citate. Dobro, skoraj so me že zdaj ujeli na levi nogi. In to je pričevanje, da nam je, mogla ena petka prijeti. A ste videli, koliko je moglo? Smo že popravili na dobro zdaj vse skupaj. In to je pričevanje, da nam je Bog dal večno življenje in to življenje kje? Spet, v njegovem sinu. Če lahko ti verjameš za večno življenje, kako pa ne moreš za manjšo stvar verjeti? Kako pa za zdravje ne mogo govoriti, ali pa za kredit, ali pa za mir v glavi, ali pa za dobre odnose, ali pa za odrešene svoje družine, ali pa za boljšo službo, ali pa ne karkoli te muči. Amen. A razumeš, da ti si že 100 metrov skočil? Kako zdaj ne moreš 1 meter skočiti? Ti si že skočil v večno življenje. Ti Bogu zaupaš za največ, kar obstaja. Ti mu zaupaš, da boš celo večnost z njim, zaupaš mu, da boš dobil nov telo, da ne boš obsojen, da greš v nebesa, vse to mu zaupaš. Pa to je največ. Kako mu zdaj nekih manjših problemčkov ne bi mogel zaupati? Amen? A ste videli to? Kje je to v Jezusu? Amen? Ok, gremo zdaj še 3 citate naprej pogled. Ampak enega pa po enega. 12. 5, 12. Samo naslednji vers. 1 Jana, 5, 12. Kdor ima sina, ima življenje. Kdor nima sina Božjega, nima življenja. Okay, to je cel ključ. Če imaš Jezusa, haleluja, ima življenje. Amen? To življenje pa ni mizerno. To je novo življenje. Gremo naprej naslednji citat. To sem vam pisal, da veste, ali lahko rečeš veste, da imate večno življenje, kateri verujete, kdor veruje. To je pa ključ. Amen? Se pravi, kar hočeš od Boga sprejeti, moraš verjeti. Ne bo kar avtomatično. Ne bo kar Bog enkrat rekel, zdaj sem pa opazil, da pa že 3. obroka za avto nisi plačil, pa bojo uniti jutri prišli avto, zdaj ti bom pa hit poravnal račune. Ne. Ti moraš verjeti za svoj avto, karkoli že pač rabiš v Boga. Kateri verujete v ime Sina Božjega in še naslednji citat. In to je trdno zaupanje, lahko rečeš trdno. Ki ga imamo od njega, da nas sliši, če kaj prosimo, po njegovi volji oziroma če stojimo na njegovi besedi. To je eno in isto. Njegova volja je v njegovi besedi. Se pravi, ti vedno, ko moliš, v skladu z Božjo besedo, si uslišan. Amen? Avtomatično. In še zadnji citat naprej. In če vemo, da nas sliši, lahko rečeš česarkoli prosimo, vemo, da nam je izpolnjeno. Česar smo ga prosili. Amen? Zato pa rečeš kaj? Amen. Ko on je rekel da, ti pa rečeš amen, ker veš, da ti... In tako je vsaka tvoja molitev uslišana. Kako? Zato, ker je on ustanovil svoje obljube, zavezo, s krvjo Jezusa jih je zapečatil in so v njem imajo da. In se pravi, ker si ti nekaj najdel v Božji besedi, ali si poslušal pridigo, ali si bral na internetu, ali v Bibliji, ampak glavno, da beseda ti je postala tebi živa beseda, si jo lahko počrtaš, lahko si jo osvetliš. Jaz sem si jih pisal na listke, pa jih nosil v žepu in pa sem jih razmišljal čez dan, ene in iste citate, pa sem jih zamenil, pa sem druge razmišljal. Zakaj? Ker beseda
morajo ostati v nas. Če moje besede ostanejo v vas, če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam bo zgodilo. In kako to deluje? Po veri. Ok, to je pa zadnji citat. Marko 11:24. Marko 11:24 pa prav. To je pa duhovni zakon vere. Ko so zakoni, tako je gravitacija, tako je tudi to zakon. Zato vam pravim vse, karkoli v svoji molitvi prosite, verujte, amen, da ste prejeli in potem se vam bo zgodilo. Se pravi, najprej moš verjeti, pol boš videl. Amen. Če bi rad najprej videl, da boš verjel, pol ne rabiš vere. Ker to, kar vidiš, ne rabiš verjeti, kaj je že tle. Se pravi, ti moš verjeti za stvari, ki jih še ne vidiš, da jih lahko vidiš. Amen. In to je zakon vere. Se pravi, verjem. To sem prej, ko smo modlili v jezikih, sem govoril zdaj. Ne po en dan. Zdaj. Vera je zdaj. Vera najprej vzame odgovor, potem pa čaka na manifestacijo. Ampak najprej ga moraš sprejeti. Nekaj se ti mora zgoditi v tvojem duhu, ko prebereš Božjo besedo, ko ti nekaj obljublja, za kar si molil, in pol se vidiš v tem in se rečeš, to je moje. To sem jaz. In pol spremeniš samo podobo. Nehaš govoriti, kako še nimaš, kako ti ne gre, kako ne boš imel dost. In to je pač življenje po veri, haleluja. Ampak nekaj se ti zgodi, da tvoje molitve nekrat so uslišane, haleluja. Jaz sem še zdaj vsakeč znova tako, ne da sem presenečen, ampak tako pozitivno sem navdušen vsakeč, ko vidim, da Božja beseda deluje. In pol, ko slišam vaša pričevanje, zato imamo vedno še kakšno pričevanje poslavljene, tako, ker jaz sem ful navdušen, haleluja, ko mi ti rečeš, tole sem verjel in se je zgodilo, haleluja. Amen. Šel sem tja in pol je bilo to in pol se ti zgodilo. Naenkrat me je Bog uslišal in ti, wow, haleluja. Amen. Ko vsakeč znova moj se uči živeti po veri, haleluja. Ker naš naravni cerkev, se mora učiti od Jezusa Kristusa. Zato piše, da imamo Kristusov, haleluja. Kristusov je pa v tvojem duhu, haleluja, v tvojem srcu, haleluja. In pol vsakeč, ko ostaneš v besedi, Božja beseda, piše v Rimljanih 12:2, ne oblikujte se po miselnosti tega sveta, ampak se tako preobražajte, da prenavljate svoj Kako to delaš? Z Božjo besedo, ki jo razmišljaš, haleluja. Amen. In pol se gledaš z Božjo besedo. Amen. Jaz ne vem, kaj si danes verjel Bogu, ampak karkoli smo danes molili, pa da si za eno stvar molil, se mu zahvaljujem, da je že narejeno. Ker to tukaj prav. Verjem, da si že sprejel. Amen. Meni je Bog doskrat med slavljenjem rekel, imaš, to je tvoje. In pol sem pač govoril isto, kar Bog prav. Govor se z rezultatom. Govor to, kar Bog prav, haleluja. Amen. Lahko je govoriti naravni svet, sam to ti nič ne pomaga. Naravni svet bo vedno okoli tebe, ampak spreminjaš ga tako, da Božjo besedo govoriš v naravni svet, haleluja. Amen. To je pač zakon duha, haleluja. Življenja, haleluja. Amen. Kako je Bog ustvaril zemljo? Dol je pogledal, duh je vel nad vodami in pol je Bog rekel, ful je vse temno. In kva se bo zgodilo zdaj? Jaz upam, da mi bo kaj uspel, ker tole je pa sama tema, kamorkoli pogledam. Če dalje slabše, ful že čakam, ampak nič se ne spreminja. Sveti duh, kva tle vajaš nad vodami, a boš ti kaj naredil? Ne, kaj naredil? Rekel je, bodi luč. Amen. Se pravi, on, kaj je rekel, sploh luči ni bilo, cerkev. Nič ni bilo, ampak pol je on rekel, ne bo luč. In puf je bila luč. In pol pride Jezus v obliki telesa, pride na zemljo, da plača ceno za novo zavezo. Se pravi, da zdaj bo zaveza ful močnejša, kot stara zaveza.
V stari zavezi je bilo tako, posluš me, pa se bom držal zaveze. Ne me poslušati, pa ne bo delovala zaveza. To je bila stara zaveza. Nova zaveza je pa Jezus prilil svojo kri, haleluja. Zato je zdaj na ful boljših obljubah ustanovljena in je vsaka obljuba, ki se jo najdu, je zate, ja in amen. Amen. Tvoja naloga je, da ostaneš v Jezusu, da ostaneš v besedi in pol sprostiš vero v to besedo, v kateri si vstal. Amen. In pol ne boš rekel, Klemen, verjel sem, pa se ni zgodilo. To ne moreš reči, zakaj? Ker Božja beseda v tebi prebiva. In pol tudi, če se nekaj ne zgodi, v naravnem ti veš, da se je že zgodilo. Sam veš, da boš mogel še malo ustrajati v besedi. Veš, da boš mogel še malo več slaviti, malo se mu zahvaljevati. Ampak ti veš, da v duhovnem svetu se je zgodilo. Če ne veš, pol pa je še v besedo. Še preučuj besedo za to področje, na katerem nimaš uslišane molitve. To moraš iti pač citate za to področje, za katero moraš študirati. Da vidiš, kaj je v tem testamentu. Kaj je ja in amen. A razumeš, ker piše vse obljube so da in amen, ampak če ti ne veš za tvoj področje, kjer so te obljube, kako boš pa rekel amen? Amen? Se pravi, ti študiri besedo za svoj področje. Zato imamo knjigo Citati ozdravljenja, citati iz obilja, ampak tudi modrost, recimo, če rabiš modrost, beri v modrosti, ber, največ, kar te bo pa pomagalo v novi zavezi, je, če pa bereš, kdo si v Kristusu, bereš v njem. V njem smo to in to, v njem imamo to in to. Zato imamo tudi eno brošuro, kdo sem v Kristusu, da si prenavljamo da vidimo, kdo smo. Amen? Hvala ti, Oče, da nas vedno uslišiš, vedno, ko molimo po tvoji volji. Oče, hvala, da tvoja beseda ostaja v nas, da mi ostajamo v Jezusu in karkoli te prosimo, se nam zgodi. Oče, pomagi nam zdaj preklopiti v nadnaravno področje, kjer po veri privlečamo obljube iz duhovnega sveta, da se materializirajo v našem življenju. Haleluja. Oče, molim, da nam pomagaš, da vidimo več stvari, ki si jih pripravil za nas. Oče, da ne hodimo sam z eno nogo v blagoslovu, z drugo pa v skrbeh in v strahovih. Oče, molim, da za vsako področje, haleluja, da vidimo, kdo smo, kako si nas ustvaril, da hodimo zmagovalno življenje. In Oče, hvala za vse besede, ki so že v nas. Hvala, da tvoja beseda se ne more vrniti prazna. Hvala, Jezus, da smo toliko besede že slišali. Toliko besede smo že posejali. Oče, jaz molim, da se zdaj manifestira, haleluja. Da se ne bojimo jo uporabiti, haleluja. Da se ne bojimo hoditi po tvoji besedi, haleluja. In Oče, naj tvoja beseda postane meso v našem življenju. V imenu Jezusa. Amen. Amen. Haleluja.